Tako je. Mi smo se danes zbrali zato, da sporočimo, da sta tudi zadnja dva potnika z japonske ladje varno prispela domov. O prihodu v Slovenijo sta se zglasila tudi na infekcijski kliniki, pozdravila sta infektologinjo, ki je bila z njima toliko časa v stiku, odvzeti pa so mi bili tudi v Sloveniji še enkrat brisi, ki so do tega trenutka rezultati že končani in so negativni. Oba sta zelo dobro, razen tega, da sta utrujena od poti in da si pravzaprav želita zdaj malo miru, brez medijske pozornosti in morda tega, da ne bi bila stigmatizirana, kar si pravzaprav želimo tudi mi vsi. S tem smo zdaj zgodbo z našimi potniki, z državljani na ladji Diamond Princess zaključili in upam, da uspešno skomunicirali vse te zadeve. Seveda v Sloveniji čakamo na prvi primer, o številu testiranih bo povedala kolegica z NIJZ-ja. Morda, če še enkrat ponovimo protokol za vse tiste, ki bi morebiti pomislili na to, da so lahko bolni in okuženi z koronavirusom, se pravi pacient, ki prihaja iz oziroma državljan, ki je bil na tem področju, kjer se virus trenutno širi, te točke so objavljene na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, in zboli z vročino nad 38 stopinj in kašljem s tipičnimi znaki, pokliče po telefonu svojega izbranega zdravnika, v primeru, da ga ni, pa dežurno službo. Z zdravnikom se posvetuje o tem, ali je verjetnost velika, da bi imel koronavirus, in v tem slučaju, če zdravnik ne ve, se posvetuje tudi z lokalnim epidemiologom, se pacienta napoti na vstopno točko. Vstopnih točk je ta trenutek še vedno 55, kot smo jih definirali, to se pravi tisti zdravstveni domovi, kjer upravljajo 24-urno nujno medicinsko pomoč. V ponedeljek bomo objavili tistih 16, ki smo jih včeraj določili skupaj z zdravstvenimi domovi. Na vstopno točko pacient odide v lastni režiji z osebnim avtomobilom, nikakor ne uporablja javnega prevoza. V primeru, da pa bi se zgodilo, da je v takšnem stanju, da je zelo slab, da ne more potovati, da ni sposoben voziti avtomobila, seveda bo zdravnik odločil, da je potreben reševalni prevoz. To sicer tudi zdravnik vedno naredi, kadar je to potrebno. Na vstopni točki bo pacient odvzet bris, počakal bo tam ali pa doma, seveda po posvetu z dežurnim zdravnikom, ki ga bo pogledal, in potem po potrditvi ali po vrženju suma se bo po protokolu spet naprej ravnalo. Se pravi, odšel bo pacient domov, v primeru potrditve pa bo hospitaliziran. Prvi primer v Sloveniji bomo po dogovoru, kot je protokol že od začetka, hospitalizirali. Zdaj bi pa še mogoče kolegica Nina Firmet. Hvala lepa. Dober dan želim. Torej, do današnjega dne je bilo v Sloveniji opravljeno 183 testiranj oseb, ki so ustrezale definicije okužbe z koronavirusom. To pomeni bolnik z specifičnimi znaki in pa prihodi iz ogroženih okolij. Vsi ti primeri so bili do danes negativni. Preverjali smo, odkot vse prihajajo. V začetku so bile to osebe iz Kitajske, v zadnjem času pa predvsem osebe, ki so prihajale iz Italije. Kot rečeno, vsi so do sedaj negativni, kar ne pomeni, da ne bo prvi pozitivni primer kmalu tudi med nami. Nacionalni inštitut dnevno, preko dneva večkrat spremlja pojavljanje novih okužb po svetu in v Evropi. Najbrž ste zaznali, da je Svetovna zdravstvena organizacija dvignila stopnjo pozornosti in pomeni, da smo pred vrati pandemije. To pomeni, da ne bo bolezen se pojavljala samo po posameznih območjih, ampak da obstaja tveganje, da se bo pojavila vse povsod po svetu. Po Evropi se je večini evropskih držav bolezen že pojavila, ne pa v Sloveniji. Je pa zanimivo, da število primerov po evropskih državah zelo različno hitro narašča. Hitro narašča po Italiji, medtem kot recimo sosednja država, Avstrija, ki ima izjemno podobne protokole kot Slovenija, kaže le počasen porast okužb.
maske na teh letih, kam ste leteli, kako ste leteli in seveda kakšna navodila imate zdaj za naprej, da tudi ona dva preostali štiri Slovenci preživela 14 dni v domači karanteni. Najlepša hvala za vprašanje. Torej, potnika, ki sta bila hospitalizirana, sta imela pozitiven bris. To pomeni, da sta v svojem telesu na sluznicah nosila virus in zaradi tega sta bila tudi odpeljana v bolnišnico. Kot veste, sta se ves čas dobro počutila in pravzaprav nista zbolela za hujšimi težavami, nista imela kašlja, visoke temperature, skratka, sta morda z blagimi znaki, nobenih hudih težav nista imela. Ona dva nista imela pljučnice, ki je recimo tisti zaplet lahko. Se pravi, hospitalizirana sta bila zgolj zaradi tega pozitivnega brisa. V bolnišnici so se odločili, da bodo po 12 dnevih ponovili teste in ponovili so dvakrat v roku 24 ur, tak protokol so pač imeli, da so v roku 24 ur dvakrat naredili bris, kar pomeni, da sta ozdravela, da nimata več v sebi virusa, nezaznavnega in torej, če ga nimata, ga ne moreta trositi. Zato sta bila odpuščena kot normalna zdrava človeka in sta tako tudi potovala s komercialnim letalom in sta tudi tukaj lahko pravzaprav počneta vse stvari. Mislim, da je zelo pomembno, da ljudje v Sloveniji razumejo, da je to podobno kot pri gripi. Ko preboliš gripo, ne hodiš z masko, se ne ščitiš, ne paziš, koga boš prijel, tudi k dedku v dom starejših lahko greš potem, ko si prebolel gripo, vendarle pa ne takrat, kadar imaš gripo. To se pravi, ko si ti kužen, ko si bolan, trosiš okoli sebe virusi, ker jih imaš na svojih sluznicah, v trenutku, ko ozdraviš, si zdrav in nisi več kužen. Tako da ona dva nista, seveda, se bojita tega, kar smo se bali tudi pri prvih dveh potnikih, namreč stigmatizacije, tega, da se tudi njihovi svojci so deležni. Mi smo dobili podatke oziroma informacije, da so nekateri ljudje se zelo neprimerno vedli celo do družinskih članov, čeprav so ti ljudje, ki so negativni v karanteni in niso imeli stikov in da so imeli nekatere težave, tako da zelo si želimo, da pravzaprav javnost razume, da trenutno imamo v Sloveniji 6 zdravih ljudi, ki so 4 še vedno v karanteni, mislim, da bo kmalu ta karantena tudi potekla, in ta dva, ki sta pravzaprav ozdravela, pa še to, da pravzaprav nista niti zares bolana, bila sta pozitivna, nista pa zares pravzaprav zbolela s hudimi znaki. To se pravi, da ta dva človeka ne potrebujeta nobenih posebnih ukrepov. Smo se pa pogovarjali z njimi in ona dva se bosta sigurno nekaj dni držala bolj zase, ker pričakujeta, da jih skupnost ne bo tako z veseljem sprejela. Bi pa rada na tem mestu podala iz strokovnega stališča. Jaz kot zdravnica nimam nobenih težav, da jih zdajle objamem in tudi mislim, da je tudi infektologinja rekla, jaz jih bom prav gotovo objela, ko pridejo, tako da nobenih težav s tem ni, ker enostavno, ko preboliš bolezen, si nekaj časa proti tej bolezni imun. Kdaj sta priletela sem, s kakšnim letom, kje sta prestopala? Teh podatkov nimam, pravzaprav vem samo, da sta dopoldan enkrat priletela na letališče Brnik. Popolnoma kot normalna potnika sta, tega leta nismo spremljali, to ni bil noben evakuacijski let. To je bila redna linija in tudi tukaj lahko potujeta popolnoma svobodno, kjerkoli hočeta in počneta, kar želita. Dolgo časa sta bila tudi na ladji. Tako je. Vse skupaj, v bistvu ta karantena. Zdaj, nimam natančno podatka, kateri dan je bil njun bris pozitiven, nekaj časa sta bila seveda že, ne vem, je bilo že 14 dni ali ne, ko sta bila pozitivna, potem pa še 12 dni v bolnišnici, to se pravi, njuno potovanje se je zelo podaljšalo in glede na to, da prav gotovo bosta še nekaj dni želela biti sama, mislim, da imata dovolj, da pravzaprav jih lahko sprejmemo tako, kot se spodobi za sodržavljane. Lahko še malo bolj podrobneje pojasnite, kakšen je bil potek bolezni pri tema dvema bolnikoma? Ves čas smo se pravzaprav pogovarjali z infektologinjo in ves čas je zagotavljala, da se dobro počutita in da nimata hujših znakov bolezni. Zdaj, je kdo smrkal ali ne, to ne vem, mislim. To je pravzaprav respiratorna okužba, to se pravi, lahko imaš, mi smatramo, kot dajemo navodila zdaj naši javnosti, moraš imeti temperaturo 38 in kašljati, takrat si za zdravnika. Lahko pa sploh nimaš težav, lahko imaš blage težave, ampak to še vedno ne smatramo kot bolezen, za katere bi bilo treba vzeti bris. In predvidevam, tako kot bo z našim primerom, mi bomo pač prvega zdaj seveda bolnega imeli, če bi pa testirali recimo, ne vem, zdaj če bi imeli neke druge protokole, pa bi 1000 ljudi testirali, bi verjetno se lahko tudi odločili, da pozitivne nekam damo. Ampak z ladje so vse
asimptomatske bolnike dali pač v bolnico. To je bil njihov protokol in niso se odločali, grejo samo bolni v bolnice. Jaz upam, da to razumemo. Iz ladje Diamond Princess so hospitalizirali vse pozitivne bolnike. Jaz upam, da je, mogoče če pojasniš, no pozitiven bris pa še enkrat, kaj je bolezen. Ne, torej protokol po odpustu iz ladje na koncu je bil ta, da so vsem odvzeli bris in kdor je bil pozitiven, je šel v bolnico, ne glede na to, da je bil zdrav, tako kot smo mi tukaj, ali pa je imel kakršne koli simptome okužbe. In odločili so se za ta način, ker se je enostavno pokazalo, da je karantenizacija na ladji, torej zadrževanje oseb na ladji tako blizu skupaj izjemno neučinkovito, ker se jim je število pozitivnih oseb večalo in večalo. To pomeni, da je tam prihajalo do okužb, ki so ljudje imeli znake, in tudi do tihih okužb. Samo še tole, kako komentirate raziskavo današnjo, ki pravi, da karantena na ladji v bistvu povzročila še več okužb? To je bila raziskava oziroma podatki iz Švedske, o tem govorimo, predvidevam. Vedno, kadar imamo mi na majhnem prostoru, kjer ni mogoče zagotoviti zadostnega razdalje med ljudmi, veliko število ljudi, se nam tveganje za prenos nalezljivih bolezni, ki se prenašajo kapljično ali pa aerogeno z aerosolom, močno poveča. In na nek način je ta ladja, kot zdaj pač opisujejo strokovnjaki, lahko predstavljala celo nek inkubator, kjer se je bolezen lažje širila, kot bi se sicer. Namreč širjenje na tej ladji je bilo kar nekajkrat višje, kot je bilo širjenje, kot jih imamo opisane po podatkih v Wuhanu. Jaz si moram raziskavo seveda še dobro prebrati, vendar to je pač prva ugotovitev. Nikoli karantenizacija, torej zadrževanje velikega števila oseb na enem mestu, ne pomeni varnosti, ampak pomeni v glavnem tveganje.